Sredi 16. stoletje sta vojvoda Firenc Cosimo de' Medici in njegova žena Eleonora Toledska imela 11 otrok, od katerih so bile 4 hčere. Cosimo je imel tudi druge hčere in varovanke pod svojo zaščito, vendar skoraj nobena od njih ni preživela njega. Vsaka je umrla mlada ali v tragičnih okoliščinah. Pridružite se mi, ko vam bo Vix predstavil zgodbo tragičnih Medičejk. Preden se poglobimo v zgodbo Medičejk, si moramo ogledati Cosima de' Medicija in zloglasno družino, iz katere je izhajal. Rožen junija 1519 v Firencah, a večinoma vzgojen na podeželskih družinskih posestvih v dolini Mugello, je Cosimo pripadal dinastiji, ki si je šele pred kratkim ponovno priborila oblast. Mediči so bili leta 1494 izgnani iz Firenc, v desetletjih predtem pa so dejansko vladali republiki iz ozadja s svojim bogastvom, pokroviteljstvom in bančnim imperijem. Toda v zgodnjih 1510-ih so kot del političnih preobratov in sprememb v italijanskih vojnah uspeli ponovno prevzeti oblast. To je doseglo vrhunec leta 1530, ko je bil Cosimov bratranec Alessandro de' Medici postavljen za prvega uradnega vojvodo Firenc, s čimer je staro republiko spremenil v dedno državo. Kot del mlajše družine naj bi Cosimo živel mirno, a udobno življenje na podeželju. A vse to se je spremenilo leta 1537. Njegovega bratranca Aleksandra so ubili in mladi Cosimo, star komaj 17 let, je bil izbran za novega vojvodo Firenc. Cosimo se je izkazal za izjemnega vladarja in leta 1569 je prejel še bolj prestižni naslov velikega vojvode Toskane, kar je pomenilo vzpon družine Medici iz premožnih meščanov v evropske vladarje. Njegova žena je bila Eleonora Toledska. Rojena leta 1522 v Salamanci v Španiji, je bila hči Pedra Alvareza de Toleda, aristokrata, ki je postal španski podkralj Neaplja in preostale južne Italije, ki je bila takrat pod špansko oblastjo. Poročila se je s Cosimom leta 1539, ko je bila stara 17 let, da bi utrdila diplomatsko in vojaško zavezništvo med Španci in Medičejci. Kmalu je sledilo veliko otrok, čeprav so hčere večinoma živele kratka življenja. Eleonora in Cosimo sta imela skupaj 11 otrok, kar je njuno zvezo po merilih zgodnje novoveških dinastij označilo za izjemno uspešno. V kraljevskih in aristokratskih družinah tistega časa je bila glavna dolžnost para, da imata potomce in tako zagotovita nadaljevanje družinske linije. Cosimo in Eleonora sta se te odgovornosti še posebej zavedala. Cosimov predhodnik, vojvoda Aleksander, ni zapustil zakonitih potomcev, zaradi česar je njegova veja družine Medici izumrla, vojvodski naslov pa je nepričakovano prešel na Cosima. Od 11 otrok, ki sta jih imela Eleonora in Cosimo, je bilo 7 fantov in 4 dekleta. Preden podrobneje raziščemo usodo deklet, si na kratko oglejmo še fante. Od teh sta 2 umrla kot dojenčka, Pietro in Antonio. Najstarejši deček, Francesco, rojen leta 1541, je leta 1574 nasledil svojega očeta Cosima kot veliki vojvoda Toskane. Drugi najstarejši, Giovanni, je umrl zaradi malarije, ko je bil star komaj 19 let, leta 1562. Vendar je predtem postal nadškof Pise in kardinal. Še en sin, Garcia, je umrl le nekaj tednov po svojem bratu, prav tako zaradi malarije, ko je bil še najstnik. Tako sta ostala Ferdinando, ki je leta 1587 nasledil svojega brata kot veliki vojvoda, in Pietro, psihično nestabilen in nasilen posameznik, ki je bil sramota za družino, kot bomo kmalu videli. Preden se je Cosimo poročil z Eleonoro in celo preden je postal vojvoda Firenc, je že postal oče. Njegova hči Bia de' Medici se je rodila nekje leta 1536 v bližini Firenc, vendar je bila identiteta njene matere skrbno varovana skrivnost in ostaja neznana še danes. Kljub njeni nezakonskosti jo je Cosimo priznal za svojo in jo sprejel v družino Medici. Kot omenjeno, se je leta 1539 poročil z Eleonoro in čeprav je bila Bia le njena pastorka, je bila Eleonora do nje vseeno prijazna. Sčasoma so Bio poslali živeti na družinsko posestvo Villa di Castello, kjer je zanjo skrbela njena babica Maria Salviati.
Tam je preživljala otroštvo skupaj z Giulio de Medici, nezakonsko hčerko Alessandra de Medici, ki je bila približno njenih let in jo je prav tako varoval Cosimo. V tem zaščitenem gospodinjstvu sta deklici prejeli izobrazbo in uglajenost, kakršna se je pričakovala od otrok vladarske dinastije. Bia je postala znana tudi po svojem vedrem in ljubečem značaju, prava žareča deklica sredi mirnih vrtov Kastela. Cosimo je oboževal Bio in jasno pokazal, da je ostala njegova najljubša tudi po rojstvu njegovih prvih 2 zakonitih otrok. A potem je udarila tragedija. Po vrnitvi domov s potovanja s svojim očetom je Bia hudo zbolela in dobila visoko vročino. Žal si ni opomogla in je umrla. 1. marca 1542, verjetno zaradi malarije. Stara je bila komaj 6 let. Za njo so globoko žalovali v družini Medici, nato pa so jo s častmi pokopali v družinski grobnici Medici v San Lorenzu. Po njeni smrti je Cosimo naročil posmrtni portret pri dvorni slikarju Agnolu Blonsinu. Rezultat je ganljivo nežen portret, ki ga mnogi štejejo za eno največjih del Bronsina. Od Cosimovih hčera z Eleonoro je bilo življenje ene zelo kratko. To je bila Ana de Medici. Bila je 10. otrok Cosima in Eleonore, druga najmlajša. Ana se je rodila 19. marca 1553 in umrla manj kot 5 mesecev kasneje, 6. avgusta. O njenem življenju praktično ni nobenih podrobnosti. Tudi natančne okoliščine, v katerih je umrla, niso znane. Umrljivost dojenčkov in otrok je bila v 16. stoletju zelo pogosta, saj je kar 30 do 35% otrok umrlo, preden so dosegli zgodnja najstniška leta, zaradi bolezni, kot so črne koze, ošpice, gripa ali številnih drugih zapletov, povezanih s preživetjem dojenčkov. Ana je bila ena izmed takšnih žrtev, enaka usoda je doletela tudi mnoge njene sorojence. Druge tragične deklice iz družine Medici so živele precej dlje kot Ana in Bea, čeprav nobena od njih ni dočakala visoke starosti. Najstarejša izmed 3 je bila Marija Medici. Bila je prva izmed 11 otrok Cosima in Eleonore. Rojena je bila 3. aprila 1540, leto potem, ko sta se njena starša poročila. Tako so se ji, ko je odraščala, skoraj vsako leto v medičejski otroški sobi v Vili Medici v Firencah pridružili novi bratje in sestre. Ena izmed najbolj nenavadnih stalnic v otroški sobi je bil Morganti, dvorni norček, ki je otroke zabaval sovo, ki je bila vedno ob njem. Bilo je toplo družinsko okolje. Cosimo in Eleonora sta po vseh pričevanjih resnično ljubila svoje otroke in sta se zelo zanimala za njihovo vzgojo, kar ne moremo trditi za vse kraljevske in aristokratske rodbine zgodne moderne Evrope. Veliko kraljevih otrok je bilo vzgojenih v ločenih gospodinjstvih in so svoje starše komajda sploh videli. Čeprav sta bila ljubeča, sta Cosimo in Eleonora popolnoma razumela, da imajo njuni otroci tudi politično vlogo. V Italiji, ki jo je razdiralo rivalstvo med Španijo in Francijo, je bilo sklepanje ugodnih zavezništev ključno za širjenje vpliva družine Medici onkraj Firenc. V skladu s prizadevanji družine Medici za dinastična zavezništva so naročili portrete mlade Marije, ko je bila stara komaj 5 let. V času, dolgo pred fotografijo, so takšne slike služile kot predstavitve na oddaljenih dvorih. Eden od njenih portretov je bil poslan v Pariz njeni sestrični Katarini de Medici, ženi bodočega francoskega kralja Henrika II. Ta gesta jasno kaže, da so Marijo že pri 5 letih imeli v mislih za prestižno francosko poroko. Na koncu je bilo leto kasneje dogovorjeno drugačno poroko. Do takrat se je Marija izkazala za eno najpametnejših otrok Medičejcev. Pisatelji na dvoru so opazili njen intelekt in zapisali, da je svoje mlajše sorojence učila matematiko in druge predmete. Ko je Marija dosegla srednja najstniška leta, je Cosimo uspešno uredil zakonsko zavezništvo z Erkom II. Destom, vojvodo Ferrare, Modene in Reggia, in zagotovil njeno zaročitev z njegovim sinom in dedičem Alfonzom. Vendar pa je Marija, preden bi se poroka lahko zgodila, nenadoma zbolela, verjetno za malarijo, in umrla 19. novembra 1557 pri komaj 17 letih. Skoraj takoj so škandalozne govorice preplavile Firence. Ena od zgodb je trdila, da je Cosimo sam pobesnel od besa, potem ko je odkril Marijo v skrivni ljubezenski aferi z mladim plemičem in jo zabodel, da bi ohranil čast družine. Zgodba je bila za sodobnike šokantna, vendar je bila skoraj zagotovo le dvorna govorica, glede na Cosimovo naklonjenost do svojih otrok.
Marijina tragična smrt konec leta 1557 pa ni pomenila, da do zakonske zveze med družino Medici in družino Este ni prišlo. Spremenilo se je le to, katera naj bi postala nevesta mladega Alfonza. Namesto tega je bilo zdaj določeno, da se bo poročil z Marijino mlajšo sestro Lukrecijo. Rojena je bila 14. februarja 1545 v Firencah kot peti otrok Kozima in Eleonore ter njuna tretja najstarejša hči. Njuno drugo najstarejšo hčer Izabelo bomo obravnavali nazadnje, saj je živela najdlje in najbolj razvpitno življenje. Lukrecija je odraščala skupaj s svojimi številnimi sorojenci na dvoru de Medici v Firencah in bila vzgajana na enak način kot oni. Vendar se je njeno otroštvo končalo prezgodaj, ob smrti njene starejše sestre Marije konec leta 1557. Čeprav je bila Lukrecija takrat stara komaj 12 let, njen oče ni izgubljal časa in je takoj sklenil nov politični dogovor z vojvodo Erkolom. Preprosto bi stopila na Marijino mesto in se na mesto nje poročila z Alfonzom. Po sodobnih merilih se zdi to osupljivo, vendar to niti ni bil prvi predlagani zakon za Lukrecijo. Že leta 1552, ko je bila stara komaj 7 let, so bili narejeni načrti, da bi se poročila s Fabijom dal Montejem, nečak papeža Julija III., vodje rimskokatoliške cerkve med letoma 1550 in 1555. Papeževa smrt leta 1555 je pokopala zakonsko zvezo z družino Del Monte. Zato so Lukrecijo poročili z Alfonzom Destem na slovesnosti v Firencah 3. julija 1558, ko je bila stara komaj 13 let. Njen novi mož je bil star 24 let. Nato je prišlo do nenavadne situacije. Po poroki se je Alfonso vrnil na očetov dvor v Ferraro in pustil mlado Lukrecijo v Firencah. Kmalu zatem je odpotoval v Francijo, da bi pomagal pri pogajanjih o stališču Ferrare glede miru v Cateau Cambrésisu, pogodbi iz leta 1559, ki je končno končala večdesetletni boj med Francijo in Španijo za prevlado v Italiji. Lukrecija je medtem ostala v negotovosti, poročena le na papirju, a jo je mož dejansko zapustil. V mesecih, ki so sledili, je Kozmo pisal vojvodi Erkolu v Ferrari in svojemu novemu zetu ter se spraševal, kdaj se bo Lukrecija pridružila svojemu možu v njenem novem domačem mestu. Na mnoga pisma ni bilo odgovora, deloma zato, ker so se dogodki v Ferrari zapletali. Vojvoda Ercole je hudo zbolel in oktobra 1559 umrl, Alfonso pa je postal vojvoda Alfonso II. Šele takrat je bila Lukrecija končno poklicana, da se mu pridruži. Tako je pozno jeseni leta 1559 stara komaj 14 let Lukrecija prispela v mesto kot nova vojvodinja, Ferrare, Modene in Reggia. Ni minilo dolgo zatem, ko je Bronzino naslikal njen znani manieristični portret. Na Bronzinovem portretu se Lukrecija zdi skoraj nenaravno bleda, kar je bila modna zapoved med plemkinjami zgodnje moderne Evrope, a morda tudi nežen namig na njeno krhko zdravje. Že leta 1560 je bila bolna. Po prihodu v Ferraro je poskušala opravljati svoje javne dolžnosti, vendar se je njeno stanje vztrajno slabšalo. Do leta 1561 so jo pestile ponavljajoče se vročice in je bila večinoma zaprta v svojih sobah. Kozimo je poslal svoje zdravnike, da bi jo zdravili, vendar nič ni upočasnilo njenega slabšanja. Napadi vročine, krvavitve iz nosu, močan kašelj in dramatična izguba teže. Na dvoru Estejev so krožile govorice o zastrupitvi, vendar sodobni zgodovinarji te zgodbe zavračajo. Dokazi namreč kažejo na pljučno tuberkulozo. Dne 21. aprila 1561 je Lukrecija pri komaj 16 letih umrla v Ferrari. Pokopana je bila v družinskem mavzoleju rodbine Este. Smrt Lukrecije leta 1561 je pomenila, da je bila od Kozimovih hčera živa le še Izabela. Takrat je bila že dolgo poročena. Izabela, rojena 31. avgusta 1542, se je poročila s Pavlom Giordanom Orsinjem, bodočim vojvodom Bracciana, njuna poroka pa je bila dogovorjena leta 1553, ko je bila stara komaj 11 let. Družina Orsini je bila ena najstarejših plemiških družin v mestu Rim. Svoj rod so izpeljevali iz časov Rimskega imperija in trdili, da so potomci Julija Cezarja. Več članov družine je skozi stoletja postalo papežev, imeli pa so ogromen vpliv v Rimu in v srednji Italiji. Zato je bila poroka Izabele s Pavlom Giordanom leta 1558 še ena politično koristna poroka za družino Medici.
Izabelin zakon pa je bil nenavaden že od začetka. Njen mož je bil zapravljiv playboy, zato se je vojvoda Cosimo odločil, da bo svojo hčer obdržal v Firencah skupaj z ogromno doto tudi po poroki, dokler ne bo videl dokazov, da Paolo denarja ne bo zapravil takoj, ko ga prejme. Na koncu je vendarle odšla v Rim, kjer pa so jo v 60. letih 16. stoletja pestili številni spontani splavi. Šele po številnih neuspelih poskusih je končno rodila dva zdrava otroka, hčerko po imenu Francesca leta 1571 in sina po imenu Virginio naslednje leto. Francesca in Virginio sta živela dolgo, vse do 17. stoletja, in Izabela bi imela veliko vnukov, če bi živela dovolj dolgo, da bi jih videla. Vendar jih ni dočakala. Do zdaj je veliki vojvoda Cosimo I preživel že veliko srce parajočih izgub. Čeprav je bila Izabela njegova edina preživela hči, je imel mlado varovanko Eleonoro di Garcia di Toledo, rojeno leta 1553, pod njegovo zaščito. Eleonora je bila pravzaprav njegova nečakinja po zakonu. Njena mati je umrla, ko je bila še zelo mlada, njen oče pa je bil pogosto odsoten. Njena teta Eleonora iz Toleda, žena Cosima, jo je vzela k sebi in jo vzgajala na dvoru Medičejcev kot svojo hčer. A leta 1562 je tragedija ponovno udarila. Cosimova žena Eleonora je umrla za malarijo pri 40 letih, skupaj z dvema njunima sinovoma, Giovannijem in Garcio. Ta izguba je mlado Eleonoro postavila v težak položaj, vendar so jo tudi po smrti njene tete na florentinskem dvoru še naprej sprejemali s toplino in naklonjenostjo. Aprila 1571 je Cosimo uredil njeno poroko z svojim sinom Pietrom, s čimer je Eleonora postala tako njegova varovanka kot tudi bodoča snaha. Par sta bila prva bratranca in sta odraščala skupaj. Cosimo pa je upal, da bo njuna medsebojna bližina in skupna vzgoja pripeljala do harmoničnega zakona. A kot bomo kmalu videli, se je hudo motil. Po smrti Eleonore Toledske si je Cosimo omislil ljubico, Eleonoro Delia Albici, s katero je imel dva otroka, hčerko, ki je umrla pred krstom, in sina, Giovannija, ki ga je kasneje priznal za zakonitega. Giovanni je kasneje postal spoštovan vojaški poveljnik in diplomat v službi Medičejcev. Cosimo je kasneje navezal razmere s Camillo Martelli, leta 1568 pa se jima je rodila hči Virginia. Leta 1586 se je Virginia poročila s Cesarjem d'Estejem, vojvodom Modene in Reggia, in skupaj sta imela 10 otrok, 6 sinov in 4 hčere. Sčasoma pa je Virginia začela kazati znake hude duševne bolezni. Njen spovednik je trdil, da je obsedena z demoni, poskusi izganjanja pa so njeno trpljenje le še poglobili in jo v kasnejših letih popolnoma onesposobili. Umrla je v Modeni 15. januarja 1615, stara 46 let. Kljub njenemu tragičnemu zatonu je bila Virginia edina od Cosimovih hčera, ki je dočakala več kot 40 let. Cosimo je sam umrl že aprila 1574, nasledil pa ga je njegov sin Francesco, nasledstvo, ki je kmalu prineslo nesrečo tako njegovi hčeri Izabeli kot njegovi varovanki Eleonori di Garcii di Toledo. Leta 1576 sta Izabela in Eleonora umrli nasilne smrti. Francesco je tiho podprl brutalno serijo povračilnih ukrepov proti domnevnim nezvestobam med ženskami iz družine Medici. To je vključevalo tudi Izabelinega duševno nestabilnega brata Pietra. Pietro je bil moten mladenič, za katerega je bilo že od mladih let znano, da je njegovo psihološko stanje vedno krhko. Pogosto je bil nasilen, imel je več ljubimk in govorilo se je, da je fizično zlorabljal tudi Eleonoro. Potem so 10. julija 1576 Eleonoro našli mrtvo. Kmalu se je začela širiti zgodba, da naj bi šlo za srčni napad, kar je malo verjeten scenarij za zdravo 23-letno žensko. V resnici je Pietro svojo ženo zadavil do smrti z uporabo pasjega povodca. 6 dni kasneje je bila Izabela prav tako zadavljena do smrti strani svojega moža. To se je zgodilo v eni izmed lovskih koč družine Medici na obrobju Firenc. Paolo je vedel, da je Izabela imela razmerje z enim od njegovih bratrancev, trolom Orsinijem. Izabela in trolo sta bila ljubimca že 12 let. Svojo zvezo sta začela že davnega leta 1564, potem ko je Izabela po izgubi še enega otroka med nosečnostjo poiskala tolažbo v razmerju.
Zdi se, da je Pavlova odločitev, da ubije svojo ženo, verjetno s podporo svojega svaka, velikega vojvode Francesca de Medici, izhajala iz dejstva, da je razmerje postalo preveč javno, da bi ga še lahko tolerirali. Zato je bila zadnja izmed medičijskih deklet umorjena strani lastnega moža pri 33 letih z odobritvijo svojega brata kot maščevanje za to, da ga je osramotila s prešuštvom. Bil je to šokanten konec, ki ponazarja, kako so bile medičejska dekleta najprej obravnavane kot politične marionete, ki jih je bilo treba uporabiti za sklepanje zakonskih zvez, nato pa so jih nasilno zavrgli. To je nazoren opomnik, kako brutalno je bilo lahko življenje tudi za aristokratske ženske v zgodnji moderni Evropi. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o teh tragičnih medičejskih dekletih. Upam, da se vam je zdel zanimiv. Če želite več takšnih videov, mi sporočite spodaj. Poleg tega pa sem naredil tudi celotne videe o Biji de Medici, Giulii de Medici in Eleonori di Garcia di Toledo. Tako da, če vas zanimajo njihova celotna življenja, si to obvezno oglejte spodaj. Upam, da ste naročeni na kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vse moje videe takoj, ko jih naložim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednji oddaji Forgotten Lives. Hvala!